V zadnjih dneh sem prejel toliko odzivov strani ljudi z vprašanjem glede spovedi, da se mi je zdelo, da je skoraj ustrezno, da lahko dam svoj mali prispevčič k temu, da bi bolje razumevali, kaj dogaja in kako v dani situaciji krize in prepovedi živeti. Namreč dve vprašanji, ki sta se pojavljali v e-mailih, sta tile. Škofje so nam prepovedali, da bi šel k spovedi, kaj naj zdaj torej naredim, kako naj živim. To je bilo prvo. In drugo vprašanje, Janez, a se ne bi lahko kar prtja po telefonu spovedal, itak smo v krizni situaciji in mogoče v tem primeru lahko naredimo eno izjemo. Zdaj, rad bi podal kratko razlago glede te situacije in tudi svoj odgovor na obe vprašanje ali pa pač na celotno vprašanje ali pa zagato, kakor čte glede spovedi v tem trenutku. Najprej, prvič, kaj točno so škofje rekli? Takole so zapisali, sem si napisal. Podeljevanje zakramenta sprave je do nadaljnjega odpovedano. Duhovniki imajo prepoved spovedovanja do preklica. Namreč, jaz kot duhovnik, ko postanem duhovnik, nimam avtomatično pravice do spovedovanja, ukolikor mi jo škof ne podeli. Lahko mi jo podeli, lahko mi jo vzame, ali mi jo pa sploh ne podeli. V tem primeru so škofje odločili, da noben duhovnik na teritoriju slovenske zemlje nima avtomatične pravice, da bi spovedoval. Kar pomeni, da jaz ne morem spovedovati, ker nimam te oblasti. Lahko to naredim v primeru smrtne nevarnosti in pišejo, samo v smrtni nevarnosti duhovnik lahko podeli zakrament svete spovedi, v tem primeru se obrnite na najbližjega duhovnika. Torej, v tem primeru jaz imam dolžnost, da sprejmem spovedanca, ali pa da grem do njega, recimo, da je v smrtni nevarnosti. V vseh drugih primerih, in primer virusa ni smrtna nevarnost, ne morem podeliti spovedi na zakonit način. Se pravi, spoved, ki jo jaz bi morebiti podelil nekomu, bi bila sicer veljaven zakrament, ne bi bila pa skladna s pravilom in s tem se jaz pa malo igram. Kakorkoli, mi, duhovniki, trenutno nimamo pravice dovoljenja spovedovati v Sloveniji. Čisto preprosto, ker nam škofje tega niso dali. Do preklica, ko bojo to preklicali, imam lahko jaz spet nazaj pravico, okolikor jo sploh imam, da spovedujem naprej. Potem se pa pojavi vprašanje, ki so ga zapisali, ali je dovoljeno spovedovanje po telefonu, in odgovarjajo, spovedovanje po telefonu prek spleta ali druge digitalne oblike je izrecno prepovedano. Kar pomeni, ne samo, da nimam dovoljenja za spoved, izrecno mi prepovedujejo to obliko spovedi, kar ni nič novega, ker cerkev načeloma nikoli ni podpirala spovedovanja po telefonu ali pa internetu. Drug korak. V čem so zakramenti? To se mi zdi pomembno. Za vsak zakrament je nujno, da je oseba, ki prejme zakrament, fizično prisotna. Se pravi, jaz moram svojo osebo v svojem telesu fizično biti tam. Primer. Če jaz hočem ratati duhovnik, potem moram biti fizično zraven škofa, ki bo na mene položil roke in s tem bom jaz in šele s tem postal duhovnik. Če mene ni zraven, ne morem biti nikoli duhovnik. Ali pa jaz kot župnik, če imam pred sabo otroka, ga lahko krstim in ta otrok postane kristjan. Če otroka ni fizično zraven, potem ga jaz ne morem krstiti. Zdaj, obstaja ena izjema, kar se tiče zakramentov in ta izjema ni spoved, ampak je zakonska zveza. Se pravi, cerkev dopušča sklenitev zakonske zveze po pooblastilu. Obstaja predviden primer, da mož, torej bodoča mož in žena, skleneta čisto pravo zakonsko zvezo, pri kateri eden od dveh napiše svojo privolitev v zakonski stan po pooblastilu. Ta primer je predviden in ima pač neka svoja pravila, ki jih je treba spoštovati, in to je tudi edini primer, da mi rečemo, podelitev zakramenta se lahko zgodi v odsotnosti, fizični odsotnosti neke osebe. Zdaj, če pa gremo k spovedi, prvo pravilo je, za vsak zakrament mora biti oseba fizično prisotna. To recimo, da bi, če rečeš, a bi lahko spovedoval po telefonu, a bi šel tle skozi, recimo, da ja. Drug korak, za vsak zakrament potrebuješ materijo. Materija pri spovedi so grehi. Ali lahko jaz to upravim po telefonu?
Načeloma ja. Obstaja možnost, da jaz materijo greha skomuniciram duhovniku in ta mi te grehe odpusti. Zdaj, če je zraven mene, to naredi v fizični prisotnosti, če pa ni čisto zraven mene, ampak je na liniji, naredi na isti način, s tem, da je razdalja malo večja. V osnovi razlika niti ne. Zdaj, je pa še nadaljno vprašanje, ki je specifično za spoved, in to je predvsem vprašanje tajnosti. Mi vztrajamo pri tem, da je spoved kraj in čas, kjer je vsebina, materija, se pravi grehi, pod pečatom tajnosti, kar pomeni, da jaz kot duhovnik, kot spovednik, tega, kar sem slišal, v nobenem primeru sploh ne smem razodeti. Zdaj, tle pa nastane problem in tukaj so škofje dali tako jasno navodilo, da v nobenem primeru niti na internetu, niti na telefonu spoved ni možna. Namreč, če bi jaz delal tu po telefonski liniji ali pa po Skypeu ali pa čemarkoli drugem, potem jaz ne omogočam okolje tajnosti, ni treba, da razlagamo zakaj, čemu ni eno internetno okolje tajnosti, in z tega vidika mi ne želimo, da bi verniki stopali k spovedi. Mi vztrajamo pri tem, da spoved mora biti v popolni tajnosti in da te tajnosti, tega pečata tajnosti, nihče ne more, pri telefonu bi bil tu že vnaprej načeloma razbiti. In tu je ključen vzrok, zakaj škofje rečejo, v nobenem primeru spoved ne more biti po telefonu. In to je pravilo, ki ne predvideva izjem, that's it. In torej, potem še tretji korak, kaj naj zdaj naredim. Zdaj, jaz bi rekel, prvo pravilo, kaj naj narediti, je upoštevi pravila škofov. Kdor misli, da bo bolj pameten od cerkve, ta se zelo moti, vsekakor pa ni moder. Drugo pravilo, vrni se k tem, kar je nauk glede spovedi. In tle bi rad prebral dva čist kratka odstavka iz katekizma, ki govorita o duhovnem predpogoju spovedi, ki je kesanje. Se pravi, ključni duhovni korak, ki ga jaz lahko naredim, je, da grem k duhovnemu bistvu spovedi, ali pa vsaj prvemu bistvu, ni to čist celotno bistvo, ki je kesanje. Katekizem v razdelku 1451 prav takole. Med spokornikovimi dejanji prihaja kesanje na prvo mesto. Kesanje je, potem pa citira Tridentinski koncil, dušna žalost in stud, 500 let nazaj pisano, stud nad storjenim grehom, sklepom v prihodnje več ne grešiti. Ko jaz grem k spovedi, moram najprej v prvem koraku narediti kesanje in sklep, da več ne bom grešil. To sicer vsakič pri spovedi molimo, ampak zdaj, kaj jaz lahko naredim v tem danem trenutku? Vrnem se k duhovnemu prvemu koraku in to je, da bolj jasno doživljam in okusim, kaj za mene osebno pomeni kesanje. Meni se zdi to izredna situacija. Izredna v smislu, izredna priložnost, da se jaz vrnem k duhovnemu srcu tega, kar se pri spovedi naredi, namreč k lastnemu kesanju. In potem še naslednji odstavek, 1452, prav pa takole. Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se to imenuje popolno kesanje ali pa kesanje iz ljubezni. Takšno kesanje odpušča male grehe, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov, če vsebuje trdni sklep, čim prej pristopiti k sakramentalni spovedi. Meni se zdi tle zelo jasno in zelo, brez vsakega dvoma rečeno vse, kar moramo vedeti. Prvi korak je vrnitev k kesanju in drugi korak je moje lastno kesanje zaradi ljubezni do Boga. Zaradi tega, ker sem jaz okusil ljubezen Boga in ker želim vstopiti v mojo, narediti odločitev k vse večji ljubezni do Boga z moje strani in v tem duhu živim kesanje, je to kesanje, ki ga imenujemo popolno. In to ima moč, da nam odpusti male grehe in vse smrtne grehe, ukolikor si že vnaprej zadamo cilj, da bomo šli v prvi priložnosti k spovedi.
A ni to super? Meni se zdi to enkratno. Pač v tem smislu, da je ta čas, ali pa ta postna naloga, ki jo nismo izbrali, ampak nam je pač čisto preprosto dana, za nas enkratna situacija, da se vrnemo k duhovnemu bistvu zakramentov, ki je vedno vira, v tem primeru prvi korak kesanje, potem sledi še drugi korak, namreč odpuščanje grehov, ki pa ga popolno kesanje že vsebuje in ga bo vsebovala prva spoved, ko bom lahko k njej šel. Ampak ne bodimo modrejši od cerkve, ne silimo zadev, ampak preprosto sprejmimo to, kar nam cerkev daje, ker je cerkev postavil Jezus, zato da bi v njej izkušali polnost Božjega življenja. In tle ne moramo biti modrejši od nje. Potem pa še za sklep sem hotel reči, da je tu vsekakor trenutek, priložnost, ko pač smo v neki izredni situaciji, ampak če to sprejmemo, če sprejmemo navodilo cerkve in če se zazremo v duhovno bistvo tega, kar se pri spovedi zgodi, potem bo tu vsekakor obrodil velike sadove za nas, za naše duhovno življenje in za naše bližnje, namreč v naših dejanjih ljubezni, ker ultimativno je pa cilj spovedi ta, da bi rastel v ljubezni in da bi torej živel v mojih temeljnih vsakdanjih odnosih v tem največjem daru, kajti čez ljubezen ga ni.